Tu pa so petke. Akademija, kaj ti je? 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 Pozdravljeni o poslušanju podcasta Akademija, kaj ti je, ki nastaja ob 80. obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Moje ime je Tine Lisjak, sem le eden izmed otrok Akademije in pogovarjal se bom z marsikaterim drugim. V goste prihajajo aktualni, bivši in večni študentje oziroma študentke, aktivni pedagogi in pedagoginje, nekdanji profesori in profesorice in nekega dne profesori, ter pravzaprav vsi ostali, ki jim kratica UL ali UO nekaj pomeni. S podcastom raziskujemo različne poglede, izkušnje, želje in napovedi v povezavi z Akademijo. Z vsakim izmed gostov se bom pogovarjal o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Akademije, seveda skozi prizmo vsakega posameznika oziroma posameznice, saj je že po pisanosti Akademije jasno, da ima ta mnogo preoblek. Danes se nam je pridružila Lucija Laura Švarc-Bartl. Lucija je mlada slovenska umetnica, ki deluje predvsem na področju kiparstva. Trenutno je magistrska študentka kiparstva na Akademiji, kjer v študijskem letu 2024-2025 opravlja tudi funkcijo predsednice študentskega sveta. Sodelovala je na različnih umetniških projektih in razstavah. Med drugim je bila del razstave Nevenka v galeriji Alcatraz, ki je bila posvečena dolgoletni umetniški modelki Nevenki Pečlin, ki jo bomo tudi gostili v našem podcastu. Prav tako je sodelovala na Ljubljana Art Weekend 2025, kjer je v okviru odprtih ateljejev predstavila svoje delo skupaj z drugimi študenti oddelka za kiparstvo ter na mednarodni kiparski šoli Montraker v Vrsarju. Njeno delo je pogosto raziskovalno in eksperimentalno s poudarkom na materialu in telesu. Ustvarja tudi video dela, kot je projekt Stop igra. Lucija, živijo. Živijo. Gospa predsednik, živijo. Dobar dan. Kako ste kaj? V redu sem. Tle bi popravila ChatGPT, da sem jaz študentka 3. letnika dodiplomskega študija in ne magisterija. Mogoče bi lahko povedala enkrat od 3-krat, ko sem se ponovil. Ja, ne vem. Rekel si, da boš prebral, kaj ChatGPT misli o meni in spodbuja mojo nadaljno kariero. Ok, v bistvu je to super udar realnega, kot bi rekel profesor Goštrun. Torej, Lucija Laura Švarc-Bartl je mlada slovenska umetnica, študentka 3. letnika dodiplomskega študija kiparstva na naši akademiji. Točno tako. Kako vam je všeč študij na naši akademiji? Predvsem zelo. Predvsem zelo. Zelo sem zadovoljna s svojo izbiro študija. Ok, no, me veseli, pa bova se kar malo bolj potopila v to, zakaj te veseli tvoja izbira študija in vse ostalo zares. Najprej bi te mogoče vprašal, iz kje akademija oziroma kdaj si sploh prvič, lahko tudi že kot otrok, slišala za akademijo? Kot otrok nisem vedela, da obstaja. Zvedela sem, da obstaja srednje šole, ker so moji sošolci tudi razmišljali o tem, da bi se vpisali in sem bila tako, jaz bi šla tudi neki arci, neki tako tazga, ampak ne slikarstvo, zato ker to mi toliko ne sede. In sem šla pol na spletno stran akademije in pogledala, kateri oddelki so in kateri programi so in sem bila tako, wow, kiparstvo, to se sliši ful dober. In pol šla na tečaj kiparstva, se pravi ta priprava na sprejemce. To je bil moj prvi stik z akademijo, potem pa pač na sprejemce in prvi letnik. Sik. Hitra je bila ta odločitev. Predvsej. Tudi v bistvu takrat 3. letnik gimnazije sem bila tako, pa če bom šla na ALU, tako za, to je plan B, plan A še ne vem čist, kaj je, tako ne, mogoče neka biologija ali neki, tako ful sem nekaj sanjala in pa sem v bistvu ugotovila, da plana A pač preprosto ni, ker mi ni nič drugega zares toliko zanimalo oziroma sem se bila pripravljena toliko truditi za to. Tako da je bila pač pol tako akademija nekako odločitev. Ampak če te prav razumem, je pa retrospektivno gledano akademija kar plan A z veliko. Ja, v bistvu.
In tudi je trenutno in bo še nekaj cajta. Super. Rekla si sicer, da si za akademijo zvedela kar pozno, ampak a ti je sama beseda akademija ali pa ALUO ali pa Akademija za likovno umetnost in oblikovanje pomenila kaj, kar zdaj razumeš drugače? A si kaj drugačnega pričakovala od ALUO, a si kaj drugega razumela pod to besedno zvezo? Mislim, jaz sem si, ko sem pač gledala spletno stran, pa tako na začetku, ta prvi stik, sem si v bistvu ta akademija ful razlagala kot pač tako neka fancy kvazi beseda za fakulteto. Ful v bistvu nisem se zavedala, koliko veliko to pomeni, da je pač neko delk univerze akademija in ne fakulteta. Ker je res tako zelo, zelo ogromna razlika. Tudi, ko me kdo vpraša, ja, kva pa je sploh ALUO, ko jim pač povem, da študiram. In pač probam pa razložiti, da je to pač itak akademija, ne, da je že cel pristop v celoti predvsem drugačen kot na fakultetah, tako da je bil to nek tak šok na začetku, ker pač nisi navajan nekega akademskega pristopa do dela, ampak pač sem bila na gimnaziji in je bilo zelo drugačno. Zanimivo. Ok, zdaj se pa lahko premakneva v trenutno stanje, ampak bi se mogoče ustavil najprej. Pustil bi to, da si študentka za trenutek na strani, pa se posvetil tvojemu delu v študentskem svetu. Kako je prišlo do tega in zakaj? Prišlo je do tega tako, prejšnja predstavnica kiparskega oddelka je iskala menjavo za pač letošnje šolsko leto in se nekako noben ni javil in sem bila tako, oh my god, pač kako se noben je javil, halo, to ni normalno, jaz bom jaz. In sem se pač poljavila in prišla v študentski svet in pol smo imeli prvo sejo študentskega sveta, kjer se je pač volili funkcije. In se je zgodba ponovila? Ja, skoraj nekako, v bistvu. Ja, noben zares ni hotel biti predsednik. Kakor so mi pa razložili, je bilo rečeno, da ni sploh tako težko in da mi bodo itak pomagali in da me ne sme skrbeti to, da čeprav sem prvo leto v študentskem svetu, sem že kar predsednica, kar pač ni tako pogosta zadeva. Ampak sem pač pol to sprejela, tudi zato, ker sem mislila, da je moj podpredsednik Žiga Kelenc bil že eno leto prej, podpredsednik pa ni bil. Bil je samo pač član študentskega sveta. In to zelo vokalen verjetno? Ja, sicer zato sem jaz imela idejo, da je pač on bil podpredsednik prej. In sem bila zato tako, dobro, se imam Žiga, da on tako vse ve. In pa v bistvu so pol šele par mesecev kasneje ugotovila, da on tudi nič ne ve. Tako enih stvari. Tako da ja, ampak v redu je, dobro je. Kako pa deluje študentski svet na ALUO? Kaj so vaše naloge, s čim se ukvarjate? Tako, dobro vprašanje. Naše naloge so velikokrat bolj kot ne neke birokratske zadeve glede podaljševanja določenih statusov profesorjev, da docent ostane docent, da docent postane profesor, Tako da to je pol v bistvu ful samo pisanje nekih poročil, teh anket, ki jih izpolnjujejo študentje. To je tako, vsaj zame, kot predsednica se jaz s tem največ ubadam. Res je, da velik del študentskega sveta se v bistvu dogaja, našega delovanja dogaja po raznih komisijah, v katerih jaz nisem, ker ima pač vsak član določene naloge. In pa seveda na senatu ALUO smo zelo glasni, radi sodelujemo, smo tako. Drugače pa jaz skozi govorim ljudem, da smo pač mi, če je kakšen problem, ne vem kaj, dajte pisati nam, bomo se probali kaj zmeniti. Ampak ljudje tudi nič ne pišejo, tako da v bistvu imamo ful manj dela, kot sem mislila, da ga bo, ker... Mogoče je vse perfektno. Ni, ampak se mi zdi, da se ljudje, študentje naši velikokrat pritožujejo, ampak ni pa toliko grozen, da bi pol tako rekli, da imamo nekaj zdaj zrihtati. Ker sem že večkrat rekla, tako dajte napisati nam na mail, zato ker jaz ne moram pač sam tako iti in biti tako, drugače so eni študenti mi rekli, pač ne moram. Fajn je, da imamo pač mi neko inicijativo tako na papirju. Okay. Pogovarjala sva se malo o tvoji politični vlogi znotraj tvojega študija. Zdaj me pa še zanima čisto tvoje študentsko življenje na ALUO, kaj ti ALUO pomeni kot študentki? Pomeni mi kar veliko. Sploh zato, ker so pač ti naši prostori, zdaj govorim za slikarski in kiparski oddelek,
izključno, ker smo eni izmed redkih, ki imamo to pač, kako bi temu rekla, ta blagoslov, da imamo svoje ateljeje in to je res ful dober, ker je res tak prostor, ker lahko pač prideš čez dan kadarkoli in delaš, orodja na pretek, materialov na pretek, govorim za kiparski oddelek. In mi je to ful dober, ker lahko ful enih stvari naredim tudi tako on the side, sproti, hitro se da naučiti vse, asistenti pomagajo, tako se mi zdi, da sem res v teh 3 letih, ko sem na akademiji, toliko enega znanja o kiparstvu pobrala, da tako bi rekla, da sem kar sposobna že zelo veliko materiali, no. Zaglede na to, koliko malo cajta se ukvarjam s tem, no. Pa se mogoče za trenutek vrnem nazaj na politični del tvojega udejstvovanja. Če imaš vpogled zelo jasen vpogled v kiparski oddelek, zakaj se ti pa zdi, da mogoče to malo bolj šepa na drugih oddelkih oziroma to svinjski žur. Tu pa so petke. Kar se pa pač tiče v bistvu tega, da tle poudarjam vedno, kiparski delek, se mi zdi, da je tako znotraj oddelkov vedno razporejanje financ zelo različno. In tudi ful se mi zdi, da tako zdaj, mislim, tako težko rečem, da zdaj govorim off the record, ker sem pač pred mikrofonom in kamero. Ampak se mi zdi, da se tudi zelo pozna neka iniciativa profesorjev in pa pač odnosi med tem višjim slojem na ALO-ju. Tudi recimo tako čisto za primer, se mi zdaj, jaz nimam vpogleda za res ful v finance, jaz pač videla sem to letno poročilo itd. Ampak pač tako res ogromen denarja gre za stroške, tako, kar se tiče vode, elektrike in ogrevanja, tako da dajmo biti zeleni, ker se bo actually poznalo, če bomo malo bolj zeleni. Ampak ne, drugače se mi pa zdi, da je pač predvsem sam fora, pač slikarstvo ima grafiko, ne, in je tam gre pač ful enih barv in pol zmanjka denarja tudi za druge stvari, pa tudi ne vem, v bistvu, se mi zdi, da se noben študent, vključno z mano, tle priznam, ne zaveda čisto, zakaj ima kiparski oddelek toliko materiala, kaj lahko z njim delamo. Sicer tle je pol tudi spet, ne, tako, pač vreča gipsa vse stane manj, kakor pač nek fancy fotoaparat, ne, pa tako, neke take stvari, ne, ampak ne vem čisto, zakaj je tako. Res je tudi, da veliko orodja imamo mi tudi pač že zelo dolg, pa je zelo staro, prihaja novo, zdaj sproti, ampak se mi zdi, da je preprosto res ena stvar razporejanja financ in prioritete v bistvu ta glavnih oddelka, ne, profesorjev, predstavnikov oddelka, ki imajo pač to malo čez, pa vejo, kaj se dogaja s tem denarjem. Tako da jaz lepo vedno, ko pač mi kaj slikari jokajo, nimam kaj zares narediti. Tudi ALO in general ne plava glih v denarju, tako da se mi zdi, da se res pač porabi vse, kar se lahko čim boljš. Res pa je, da te odločitve niso vedno najboljše. Samo tako pač je, saj vsi delamo napake in ni vedno vse perfektno in tudi ne za vse. Ne, se mi zdi, da tudi če prevladuje odzadaj misel delanja dobro, torej neke benevolentnosti, se tudi lažje odpusti kakšno napako ali pa pomanjkanje v materialu, če hkrati študentu ostaja jasno, da ni, da ga nekdo za nalašč pušča brez. Ja. Ok, mogoče bi še malo ostal na biti študentka na ALO, pa me zanima, jaz sam sem obiskoval enoto na Dolenjskem, kar dolg, moram reči, da vzdušje tam je bilo fino, se mi je pa zdelo vzdušje na Erjavčevi vedno malenkost bolj avtentično. Kaj misliš, da pripomore k temu, oziroma se sploh strinjaš, mogoče nimaš toliko izkušenj z enoto na Dolenjski, ampak mogoče lahko sam poveš o vzdušju na Erjavčevi? Mislim, to razliko se definitivno opaz. Zdaj jaz ne bi glih uporabljala izraza avtentično, sploh zato, ker je pa vprašanje, kaj sploh je
avtentično in pač za koga in kaj. Res je pa, da so neke velike razlike v nekem tem general vibu na faksu. Se mi zdi, da je pač največja razlika glih to, da imamo mi pač ateljejske prostore, da ima pač vsaka ekipa študentov nek svoj prostor in tam not ustvarja in to je res samo njihov prostor. To se mi zdi, da je prva stvar, ki se ful pozna, ker se mi zdi, da na Dolenjki velik del vseeno funkcionira na nek tak princip fakultete, ki imaš predmet, si tam 2 uri in potem moraš iti ven, ker so naslednji. In to se mi zdi, da je pač neka zelo velika stvar, ker pač se mi zdi, da za študente, ki smo pač v večini na Erjavčevi, je to res tako, kot nek drug dom postane zate. Mislim, skozi veliko si tam, te najbolj nadobudni študentje so pač tam od jutra do večera, ker pač to najraje počnejo. In se mi zdi, da se tam je nekako ta prva stvar, zakaj se začnemo spreminjati vibe. Zdaj pa ne vem, druga misel je pa to, da pač smo veliko manj za kompi, kot vsi drugi oddelki in se mi zdi, da mogoče je tudi to neka razlika, sam ne vem. Super, hud odgovor. Vprašal bi te malo o razstavi Nevenka. Pa me zanima, kako je, biti vključen, kako je obeležiti enega takšnega človeka, pa Nevenko vsi poznamo kot skrajno prijazno in simpatično gospo. Kakšen je bil ta projekt Nevenka v galeriji Alcatraz? Mislim, tle je težko govoriti zdaj o nekem načrtnem projektu, ker se je razstava zgodila bolj na princip, mi hočemo imeti razstavo o Nevenki, študentje, ki ste risali Nevenko, dajte se prijaviti pač s slikami Nevenke, tako da ni bilo nič nekaj zdaj ful projektiranja in razmišljanja, pač kaj, da zdaj pa bomo šli risati Nevenko, ampak se mi zdi, da je tak večina študentov ima vsaj eno risbo z Nevenko gor, tako da ni težko najti risb z njenim portretom, ampak ampak ne, Nevenka je definitivno neka faca na Aloju, ki se mi zdi, da je tako skoraj neka maskota. Se mi zdi, da je res praktično vsak študent Aloja, ki ni glih kar prvi letnik, pač prepozna. Sred centra na kolesu z njeno kapico jo zelo hitro zagledaš in je tudi taka energija, ki v bistvu ti velikrat ona tudi govori, da je srečala nekega študenta, ki že dolgo ni več na akademiji in tako. In se mi zdi, da je res zanimiv, ker je neka taka mati Alo in esens, ker pač je toliko enih generacij študentov že dala čez sebe in toliko enih umetnikov je že njo risal in je tako zanimivo, kako je neka taka točka povezanosti, brez da bi se sploh vsi tega zavedali. No. Vidim, da tudi sicer si kar aktivna pri razstavljanju izven Aloja, velikrat še v povezavi, se mi zdi, z akademijo. Me zanima, kako te sam študij pripravlja na čas po akademiji. Kakšno je mesto kiparja, ko zaključi akademijo? Kakor sem slišala od profesorjev iz kiparskega oddelka, je biti ful težko kipar, ko enkrat zaključaš. Nagrobniki? Ja, malo boring. Ampak mislim, ful imaš enih zadev, seveda, ampak pač redko. Težko je pa pač ostati samo, da zdaj boš pa kipe delu, pa boš pač ti ratal, moraš imeti res tudi zelo nek tak business side to yourself, tudi marsikjer profesor reče, ja, pač ti delaš stvari, ki jih nočeš delati, zato da lahko delaš stvari, ki jih hočeš delati. To je nekako ta pristop, ki mi je bil predlagan in se ga pač tudi je treba do neke mere držati, zaradi tega, da si lahko sploh financiraš projekte, ki jih hočeš delati. Ja, se mi zdi, da tudi v fotografiji delamo komercialno, zato da si lahko financiramo art. Ja. Da je skozi ta, dam, da daš, da dam tja, da prevzamem tam. Približno tako se mi zdi, da je dosti za vsakega artista, dokler pač ti ne rata. Ampak nekaj sem že hotela reči. Sekundo. Da pa definitivno zdaj to šolsko leto,
se mi zdi, da naša profesorica na kiparstvu, Maja Smrekar, nam res tudi tako ful proba nekako predati znanje glih ta biznis v artu, ker se mi zdi, da tako do zdaj nekako tega res tako ni. Mislim, jaz to, kar sem slišala od drugih profesorjev, je zato, ker sem pač spraševala, ne. Pa pač gradila neke odnose s profesorji, ampak letos pa res, no, tako se mi zdi, da se profesorica res trudi, da nam pove tudi malo, kako deluje cel ta svet kuratorjev in tega, da razstavljaš v galeriji in kako se nekako treba obnašati. To je ta izraz, mi ni preveč všeč. In se mi zdi to znanje ful fajn zavedati, tako res, ampak se mi zdi, da pa pol v eni točki je treba pa tudi malo odmisliti to, ker se mi zdi, da je vseeno, kako jaz trenutno doživljam nek ta cel art world, slovenski in I guess evropski, mi ni najbolj všeč in se mi zdi, da bi se dal pač to tudi malo še spremeniti. Tako da v bistvu vzamem te nasvete kot tak dobre stvari zavedati, ampak ne pa zakon. Zadnjič sva se z Emilom Kozoletom prav v tem studiu pogovarjala mogoče o problematiki rigidnosti smeri na akademiji, kako, da je mogoče trend na nekih novejših šolah ali pa rečemo temu zahodnejših šolah, da ali dodajo z vsakim letom nove smeri, ali VR, AI, vsak nek novejši medij dobi svojo smer, istočasno se pa dogajajo tudi smeri, ki so mogoče malo bolj abstraktno zastavljene, ali pa se celo imenujejo, ne vem, sodobna umetnost, pokrijejo pa vse od slikarstva, kiparstva in tako naprej. A se ti zdi to nekaj, kar bi bilo tudi na ALUO smiselno, mogoče pogledati v nekem momentu kiparstvo razširiti na nekaj več, ali se ti zdi, da je kiparstvo mogoče zdaj itak samo še v imenu smeri, da zares nisi omejena na ta en medij? In nanašam se pa na to, da si govorila tudi o tem, kako se tržiti in to, kako uspeti v tem svetu umetnosti. In je to nekaj, kar bi se lahko potisnilo v eno smer zraven? Tle moram priznati, da imam jaz, bi lahko rekla, da še malo bolj tradicionalna prepričanja glede tega, kako naj bi nek akademski študij potekal. V smislu, da se mi zdi za vsakega umetnika, predvsem zdaj bom govorila specifično za tako slikarstvo pa kiparstvo, ki se pač tega najbolj prime. Je fajn, da imaš pač ti vsaj ta dodiplomski študij zelo res pač na tehniki. Da delaš pač na mediju, ki si ga šel študirati, da pač res pogruntaš, kako deluje. Sicer tako, kot je trenutno, se jaz ne počutim zares omejeno na kiparskem oddelku, zdaj ne vem, kako je slikarino, ampak pač tudi jaz sem imela prejšnji semester projekt, ki je bil v bistvu inštalacija s performancem, tako da je zdaj definitivno se že dogajajo te neki multimedia projekti, no, ampak se mi zdi pa vseeno fajn, da dobiš neko to osnovno znanje vsaj enega medija in se tudi malo bolj poglobiš, ker se mi zdi, da se ti pa res, ko raziščeš en medij, se ti pa začne počasi tudi ostali odpirati, no. Se mi zdi, da je to, da bi nek študent prišel v prvi letnik dodiplomskega študija in bi bil tako, no ja, sodobna umetnost, deli kar ti paše, pač tako, se mi zdi, da pol iz tega ven lahko pride zelo velik, zelo shit projektov, ki so pač low quality, ker študent preprosto ne ve zgodovine, ne ve en kup enih mehnih detajlov, nekega specifičnega medija, kako stvari funkcionirajo point blank. To zdaj ne govorimo o neki lastni interpretaciji, ampak o tem, da pač da je kovina hladen material in da je les topu, o takih zadevah govorimo, ne. Tako neke čist take osnovne zadeve. Se mi zdi, da bi pač to, da bi imel nek ful mešan študij, ne vem kaj že tako iz prve, škodljivo. Ampak mogoče pa za podiplom, torej za magistrski študij? Se mi zdi, da za magistrski študij bilo pa to že v redu.
oktober. Pač glih to, da pride v bistvu res do tega nekega razpona. Tudi neki ti predmeti ala trženje, portfolio, bla, 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 kuratorstvo maybe. Ne bi bili tako slabi, sam tukaj je pa pol spet ta, ne vem, kako bi tem rekla, dvoumnost ali kako, da v bistvu bi se tam spet učili, kako to deluje in pol to spet zacementira ta nek proces delovanja, pol to študent spet posluša in misli, to mora biti zdaj tako pa tako in se mi zdi, da se pol tle spet nekaj zapirajo neka okna, ki bi drugače bila odprta. No. Tako da, iskreno ne vem čist, kaj si mislim o tem, se mi zdi, da sem trenutno še tudi malo preveč študent, da bi razmišljala o takih profesor zadevah, tako da mogoče čez 20 let. Super, sem razmišljal, približuje se koncu do diplomskega študija, verjetno boš, če ne na ALO, nekje nadaljevala z magistrskim študijom, pa me je samo zanimala, veš, ali ti je v interesu še naprej študirati nekaj imensko tako rigidnega, kot je kiparstvo, ali bi si želela v nekem momentu zaobseči nek širši pojem, ki seveda vključuje tudi kiparstvo, ampak mogoče malo bolj odprto pristopa k vsem stvarem. Mislim, to je glih ena stvar, ki sem zdaj o njej razmišljala že zadnji par tednov, kar veliko v resnici. Ampak imam jaz v bistvu tako občutek, da je kiparstvo kot študij res nek tak študij, ki ti v bistvu da toliko enega znanja tudi na v bistvu en kup drugih zadev. No. Ker moraš ti pri kiparstvu dobiš tudi, zdaj odvisno tudi seveda malo kakšne projekte delaš, pa tako, ampak tako imam občutek, da moraš ful dobiti pač nek občutek za kompozicijo, za neko postavljanje forme, pa tudi v razstavnem prostoru, za v bistvu to neko funkcionalnost forme, da pač deluje. In se mi zdi, da so to vse stvari, ki pač pol ful tudi prav pridejo v drugih medijih, kot so pač neka fotografija, slikarstvo tudi. Pri slikarstvu je sicer res, da moraš pač imeti en kup tehnike, da pač fotoaparat je malo lažje uporabljati, ampak tako glih res ful razmišljam o tem, da se mi zdi, da je tako meni kiparstvo, bi še vedno naprej študirala kiparstvo, kakor se pač temu reče, ampak se pa tako v moji praksi in general že zdaj pa tudi v prihodnosti ne mislim omejevati. No. Se mi zdi, da glih zato, ker sem pač imam toliko enega znanja iz vseh različnih koncev, se da veliko narediti. In se mi zdi, da na kakšnih drugih smerih mogoče toliko širokega znanja ne dobiš. No. Kam ideš akademijo iti v prihodnosti? Oziroma, kaj je njena vloga v družbi prihodnosti? Kam jo vidim iti, je prvi odgovor na Roško. Ko mi čakamo? Tja vidim iti, se mi zdi, da zna biti zelo zanimiv moment to, da se pač združijo vse te smeri. Si pa optimistična glede te selitve in nove stavbe? Ja, definitivno sem optimistična, predvsem v upanju, da bo zelo velika stavba, to res zelo velika, ogromna, največja, ker je pač manjka prostora konstantno in se mi zdi škoda, da bi pač zmanjkvali še v naslednji stavbi prostora. Malo škoda, če že kvečem povečati, pa pol še več študentov dobiti, ker sploh glede na količino študentov, ki se vpisuje, sploh na slikarstvo, recimo najboljši primer, bi definitivno lahko zvečali kakšne oddelke. No. Ampak kam jo vidim iti, se mi zdi, da malo me je strah, da bo akademija podlegla nekim tem zahodnoevropskim standardom akademizma, ful nekih modernih predmetov in takoj prvi letnik, ja, sodobna umetnost, do whatever, in vse je dobro in vse je cool in nobenemu ne rečemo ne in tako nič. Tega me je definitivno strah, se mi zdi, da tako malo neke take klasične akademske ne vzgoje, da ti znaš, da profesor znaš študentu reči pač to je za nič, nehi to delati in da pač pol tudi prisili študenta to v to, da reče
ok, ja, mogoče je res za nič, ali pa ne, pa ni za nič, fuck you, in pol pride do tega nizkega upora, se mi zdi, da either way je to zelo smiselna zadeva temu nekemu študent, profesor odnosov, sploh na akademiji, ki je pač res tako direkten odnos s profesorjem, ker nas je pač tako malo. Tako da si v bistvu želim, da bi naša akademija ostala še naprej malo bolj tradicionalna, ampak tradicionalna na netradicionalen način. Zdaj ne vem, kako to drugače razložiti, kakor da imamo the best of both worlds. Ja, super se mi zdi ta sentiment. Mislim, da se ga akademija tudi kar dobro drži, ker ostaja, vsaj po moji izkušnji, ostaja tradicionalna do neke mere, vedno znova je pa prostor za spremembe, predvsem pa neka poslušnost. Imamo posluh, oziroma akademija ima posluh za spremembe, tehnične, tehnološke, socioekonomske, kakršne koli, jim nekako sledi. Včasih z malenkostno zamudo, ampak se mi zdi, da jih vedno nadoknadi. Kaj pa njena vloga v družbi prihodnosti? Ja, upam, da se bo ta vloga malo povečala. Ful mi je dobro sicer, kako se zdaj že v zadnjih parih letih in tudi, kar slišim od profesorjev, ful povečala udeležba na poletni razstavi, da dobimo res veliko obiskovalcev pač izven ALUO-ja, ki pridejo pogledati našo razstavo, in se mi zdi to res nek tak dober korak, da je v bistvu, da bi te ALUO razstave postale nek pomemben dogodek znotraj leta vseh slovenskih kulturnikov, da pač pridejo tu pogledati. Sicer se mi zdi pa, da je vloga akademije v državi tudi ful odvisna od stanja v državi. Ker pač, če ljudje nimajo časa in denarja in možganskih celic, da bi pač sploh razmišljala o umetnosti, potem tudi akademija ne bo nikamor prišla. No. Tako da se mi zdi, da je to zelo povezan med sabo. Crazy. Okay. Lucija Laura Švarc-Bartl, najlepša hvala za pogovor. V čast mi je bilo govoriti s predsednico študentskega sveta. Mislim, da je študentski del ustroja akademije v dobrih rokah in srečno z zaključkom šolskega leta. Wow, hvala. Hvala, da ste me imeli. Akademija. Kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je?